držite, ponavljate za mano. Jezik naš, ki si na mislih, za vse na svetu dajmo svoje ime, bodi še naprej naše kraljestvo in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih, kakor na samem, tako tudi javno. Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe in odpusti nam naše napake, kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom. In ne preženi nas v angleščino, ampak nam omogoči čim več dobrega. Tako bodi. Zdaj pa samo jaz. Če mi ne bilo več tega jezika, bila bi le ena gotova razlika. Še zmer bi bile gorje, še zmer bi bile reke, še zmer bi bilo morje, bukve in smreke. Bila bi narava, bila bi kultura, Sava in Drava, Soča in Mura. Bili bi pohlepni in dobri ljudje, prepovedi in vse tist, kar se ne sme. Bila bi neumnost, bile bi zamere, verniki in sovražniki vere. Bili bi sadisti in mazohisti, nacionalisti in racionalisti. Če bi ne bilo več tega jezika, bila bi le ena gotova razlika. Še zmer bi imeli vse mogoče težave, zato pa ne imeli bi slovenske države. Tam pa je, ker je nastala, da bi nas manj kot prejš nastala, in da bi dokončali boj za naš narodni obstoj. A nam še ne pomaga in je država še draga, ker je v službi kapitala skupno dobro razprodala, tisoče mahnila v bedo in obdavčila besedo. In zdaj, ko smo druga Švica in je že ukradeno potica in neusmiljeno pritiska množična socialna stiska, jezik malo koga briga, saj če je kruh obdavčen, naj bo pa še knjiga. A Slovenke Slovenco brez slovenščine ni, če se ona ne širi in ne bogati, bolj oski bogi znov recimo tudi mi. In ker zarad mihnih naklad je dragi jezik še drag in drugim težje komunira, je potrebna naša žena. Zato, zdaj pa lahko spet ponavljate za mano, verjamem, da je v Sloveniji možna ničastotna stopna davka na dodano vrednost na vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik. Verjamem pa tudi, da sta na zemlji možna ničastotna revščina in ničastotno onesnaževanje okolja. Tako bodi, če verjamete. Čist vaša stvar, tako da jaz ne rabim tega slišati, ne? Vi že veste, zase. Aha. Ja, pridiga je na vrsti. Pridiga na današnji dan, 1.6.2017, o družba, država, jezik, kultura, teme, povezave. Ja, družba in država, ne? To sta dva elementa, oziroma mogoče se morali reči družbe in država, ne? Se ločijo med sabo potem, ne? Da se pač država hrani iz proračuna, redno in varno, ne? Iz davkov in prispevkov, medtem ko je družba, pač, oziroma so družbe, ne? Delno odvisne od države, delno pa od samih sebe. In v taki, ne, bi rekel, nefunkcionalni državi, kakor je naša, ne, se v bistvu družba bori in trud, da sama sebe drži po koncu, ne,
in pri življenju, ne, in to ponavadi, bi rekel, birokraciji bolj navkljub kot z njeno pomočjo. Ne. Bi rekel, da hkrati družba pa, oziroma pač družbe, ne, ker so pač različne, ampak vseeno, ne, mislim, ta civilna scena, sfera, ne, ki ni, bi rekel, proračunsko, ne, sama po sebi varna, ne, nadomešča državo v marsičem, ne, recimo, ne, pač, ko gre za begunce, je to še kar evidentno, ne, mislim, država meče denar za vojne in pač te orožarske afere, ne, predvsem za vojne, no, družba pa potem rešuje te posledice, ne. Družba rojeva otroke in skrbi zanje, ne, država pa v svojem proračunu, v bistvu, ki ga pobirajo davkoplačevalcev, nima denarja za vrtce, da bi bili brezplačni, ker se meni zdi tako, ne, kaj pa vem. Mislim, da je to nekaj samo po sebi umevnega, kar bi moralo biti, ne, ampak smo v taki situaciji, da v Gorici, recimo, do 3. leta so jasli zelo drage in potem vozijo v Italiji, so jasli zelo drage in vozijo do 3. leta otroke v našo Gorico, od 3. do osnovne šole pa jih vozijo v italijansko Gorico, ne, in še marsikje, ne, ker imajo pač tam vrtce bolj ugodne in brezplačne, ne, da samo hrano, recimo, plačujejo v Italiji, ne. Nas je pa tako samoumevno, da te mlade družine, ki so itak, ne, bi rekel, ogrožene, da pač ne pač si prvoščo, ne, te otroke, ne. In družba smo seveda volivci in lahko kot država, lahko kot taki od države seveda zahtevamo in dobimo tisto, kar potrebujemo, kolikor se znamo organizirati, ne. Za začetek se mi zdi, ne, mislim, ne vidim nobenega problema, da nima, recimo, da se počutim, da nimam nobene stranke, ne, v tej naši državi, ne, ki bi zaupal, ne. Mislim, meni se zdi bolj problem, da družba nima nobenih zahtev, ne, ki bi jih formulirala, ne. Kaj pa zdaj hočemo od teh politikov? Mi v resnici prepuščamo državo zelo, bi rekel, nas pelejo, ne, zelo uspešno, ne, skozi te strahove, ki jih producirajo, nas pelejo od naših realnih problemov, s katerimi pa imamo zmeri več težav in zmeri bolj ogroženi se počutimo, ne. Strah pa je sovraštvo in nikoli ni dober, ne. Bi rekel človek, da če lahko poenostavim, kaj si želim recimo od te države zelo bi rekel, pod mus pa čim prej, ne, je recimo, da bi si predstavljal, da na javni televiziji, ne, da je več kulture in manj reklam, če ne sploh nobenih reklam, da gre za, bi rekel, nagovarjanje otrok, ne, ker dejansko s tem grozno situacijo spravljajo in starši in otroke in mislim, tako reklamirajo nezdravo hrano, v glavnem, ne, tako da jaz ne moram razumeti, ne, kako da to, ne prepovedo, pa ne imajo manj programa, ne, če ne morajo brez reklama, če javna televizija, jaz mislim, da je to še kar, mislim, čisto neokusno in neprijazno do staršev in otrok, ne. V bistvu Slovenci rabimo, ne, sprav, reklam sigurno, ampak rabimo tudi bistveno več kulture in sicer bistveno več kulturne produkcije. Kulturne produkcije imamo ogromno, ne, ta trenutek, ne, imamo kar uspešno zasedeno to cerkev, ker je v vsakem trenutku je ogromno dogodkov, ne, ki pa niso, ampak hkrati se pa kultura pri nas ne financira glede na to, kaj bi družba potrebovala in kaj bi rekel, ne, se pravi, ne financira kulture zaradi potreb tistih ljudi, ki kulturo potrebujejo, ne, ampak je absolutno, ne, bi rekel, zelo velik, ne, skoraj 100%, ne, ali pa mislim, zelo krepek, bi rekel, faktor pri financiranju kulture je pač to, da so v bistvu socialne teme, ne, pač na eni strani imamo ogromno birokratov, ki imajo pač varne službe, ne, na področju kulture, ne, zraven imamo pa tudi, imamo
bi rekel, imamo dosti se meče denar v projekte, ne, ki pravzaprav, ne, mislim, na papirju zgledajo, pa v poročilih zgledajo, ne, ampak mi vsi vemo, ne, koliko je enih projektov, ne, ki se mečejo, mislim, čist nesmiselno, ne, bi rekel, ko se gre za kulturo, ker ni dobesedno nobene politike, razen, bi rekel, socialna politika oziroma tisto, kar rabi država. Jaz mislim, da v kulturi vidijo politiki striktno, po mojem, samo možnost reprezentance, ne, pač tega. In ki smo bolj imamo, mislim, več kaj naših zunej, ne, bi rekel, bolj srečni smo, ne, da bi bili veseli, če k nam pridejo, ne. Ne, ampak problem je v tem, da imamo mi do kulture v bistvu en strah, ne, v resnici imamo nekakšen strah do kulture in do svojega lastnega jezika in se nekako počutimo dobesedno, mislim, večina, jaz se ne, ampak zelo pogosto se mi zdi, da se ljudje počutijo nelagodno v tem jeziku, ne, in to se seveda najbolj se vidi, nekakšno škodo, da rekel je, so trmasti jezikoslovci, ne, jaz mislim, da se jezikoslovci ločijo na trmaste, pa ne komunikativne, pa tiste, ne, ki upoštevajo jezik. Ne, in so na trmasti jezikoslovci, ne, v resnici ogromno enih filmov, ne, bi rekel, precej tako neprijetnih naredili z zahtevami po neki knjižni slovenščini v realnih scenah, ne. Tako da se mi zdi, da se itak kultur za svojo kulturo niti ne zanimamo, ker odrasli itak vsi bežimo, ne, v druge jezike, ne, in se pravzaprav niti zato ne zanimamo, ne, za ponudbo. Smo že na tem upupali in v resnici nimamo nobenih zahtev, ne. Je pa sigurno alarmantno, ne, da ni res skoraj nobenega filma bilo v teh 25 letih posnetkov. Sem danes Jurjaševiča klical Borisa in on je vse tiste filme, ki so mi rekli, se pa Boris naredil, ne, televizijske, on je vse naredil še v Jugi, ne. In jaz mislim, da je edini otroški film je eden, ki ga jaz vem, ki bi bil lahko gremo mi po svoje, ne. Prvi del, recimo, da je ta klasičen, medtem ko drugi del je absolutno mladinski, ne, in potem je en film od Hane Slak, ki se ga nikjer ne dobi in ga tudi jaz nisem videl, ne, in vsi pravi, se pa Hana posnela film, pa ga dobesedno ni zadobit, ne, in potem, ne, pa se mislim, da je Roman Polčaš posnel Vojne počitnice, ne, ki zelo priporočam, ne, ki je ful. Ne, ampak krati so pa vse ta naša produkcija, ne, recimo, ki jo z državnim denarjem proizvajamo, ne, recimo produkcija za otroke, tisto malo, ki smo pa vendarle naredili, ne, recimo to, kaj pa smo, otroški filmi, v glavnem niso prosto dostopni, ne, te produkcije, mislim, na televiziji. Ne, meni se je tukaj recimo osebno najbolj grozno, ker se jaz spomnim, kako dober so z velikih denarja tudi, pa zelo kvalitetnimi igralci in režiserji sinhronizirali nekaj zelo dobrih risank včasih, ne, v časih, ko sem jaz, zaradi, ki sem v svoje otroke, sem to spremljal. In teh risank dobesedno nikjer se ne da dobiti, ne. Čeprav smo vložili denar v to, mislim, sinhronizacijo bi zelo koristila, ne, ker namreč otroci so, mislim, jaz sem bil zadnjič na Dunaju in lahko rečem, da zdaj je tako, imamo, ali pa, mislim, kjerkoli, ne, so po svetu Slovenci zmeri bolj je jasno, ne, da oni, ne, so tam zato, da se jo nemški naučijo, ne. Koroški Slovenci nemški že znajo in se zanimajo za slovenščino, naši pa dejansko hodijo, ne, mislim, to res, jaz jih razumem, da jih ne zanima, ne. Na drugi strani je pa problem, ker se pa te begunski otroci, ne, želijo učiti slovenski. Se učijo, ne, slovenski in potem jih izženejo, ne, se naučijo, sem že videl punčko iz Afganistana, ki še nima in zelo, ne, bi rekel, nobenih potrdili, ne, zelo možno, da bodo izgnali in govori, ne, bi rekel, zelo hitro se otroci naučijo slovensko in to v glavnem uni. Se pravi, tisti otroci, ki sem pridejo, ne. Tako da jaz res sem zmeri bolj pripričan, da smo Slovenci v resnici pravzaprav vse, ker recimo, da to besedno, mislim, to je samo sprenevedanje, ne, ta zatrjevanje, ne, koliko imamo radi ta svoj jezik, ker noben nič tega ne dokazuje, ne. In recimo, meni se ni noro, ne, recimo, zanimivo je bilo, ko smo mi se osamosvajali, ne, in potem kar naenkrat prišlo, ne, najprej je bila ideja, da bomo druga Šica, ne, to je bila neka ljudska ideja,
Potem so nam pa politiki kar naenkrat začeli prodajati, mislim, sem bil res šokiran, ker so začeli prodajati kar naenkrat čisto, kot da smo se vsi to zmenili, ne, da je naš edini cilj EU pa NATO. Ne. In v redu, ne, vse konc koncov, ne, se razumem, da je bil. Ampak, ne, zdaj se, nikoli se pa nismo vprašali, kaj se pa potem predstavljamo, ne, pod tem EU pa NATO. Ne. Mislim, jaz sem razmišljal, jaz sem se podel, jaz sem resnic NATO se mi zdaj ogrozen, tako kot tudi je, ne. In nepotreben in nevaren, ne, ker pač sem padel, nisem si pa pričakoval, ne, da bomo padli na enega zaveznika, ki bo z nami začel vojne konstantno izgubljati, ne, jih voditi v resnici čisto iz enih drugih interesov, kot pa jih navaja, ne, da bi šlo za kakšno širjenje demokracije, ne, v arabskem svetu, recimo, ne. In recimo, dobro, jaz sem si predstavljal, da je tako grozno, ne, da bomo tako take poraze, ne, v bistvu, da bi šli, da bomo, ne, med drugo vojno so Američani bili naši zavezniki, so nam pomagali se osvoboditi, ne, zdaj smo pa mi njihovi zavezniki v tistem. In oni se še nekaj, ne, repenčijo, da bi hoteli več, ne, v resnici. No, in recimo pod EU, nekaj EU sem pa pričakoval, EU sem šel, pa sem pa volil. Jaz sem si pod EU predstavljal dve stvari, da je strem zdaj. Eno je bil evropski delovni čas in takrat se je skozi govorilo o evropskem delovnem času, ki potem kar naenkrat izginil, ne? In jaz sem si najbolj v Evropi želel to, da bojo lahko otroci, ne vem, do 8 spali, pa da bojo ob 9 šel v šolo. Ne? Da sem gotovo, da sem zvedel, da to nima veze, ne? Da je to mogoče ene evropske severne države, ampak večinoma Avstrija, pa še bolj, ne, to bi rekel, ta zgodna ura je v resnici še avstrijska navada, ne, jugoslovanska, ne. No, in drugo je pa to, da sem si predstavljal, da nam bojo poenostavili birokracijo, ne, in seveda, pa da bo funkcionalna in to je bilo res čist naivno, ne. In tako smo v resnici dobili nekaj, k nam pa, ne, ob tem, da nam pač pumpajo pač zdaj trenutno pač ta strah, ne? Ampak v resnici tisto, kar se pa dogaja, ne, je pa to, da imamo zmeri manj zgodovine. Ne? Namreč mi smo včasih še kar imeli neke zgodovine, lahko se kdo vpraša, ne, mislim zdaj, ne vem, kmečki punti pa partizani pa to, ne vem, imam nič proti, da ne vem, da je bolj kdo na strani Graščakov pa ne vem koga, ne mislim, ne. Ne bi pa verjel tistim, ki pravijo, pa mende ne mislite, da je bilo tem kolaborantom do Velike Nemčije. Jaz ne vem, kaj je bilo njim, ampak vem pa, da je do nas, ne, ogromno Slovencem, točno do tega. Ne, tako da jaz mislim, da to je res, mislim to se delati, ne, da imamo radi, ne, to je malo, nič takega nismo naredili, ne. Da bi bili konstruktivni, ne, in smo si recimo, kaj smo, ne, mislim, zdaj včasih smo imeli neke zgodbe, ne, včasih smo imeli junake, ne, meni se zdi zgolj primer Franca Rozmana Staneta zamenjati z Edvardom Peperkom, ne. Franca Rozmana Stane je bil pač, karkoli je padel, je bil žrtev, ne, na končni fazi, ne, ampak, ne, je bil pa komandant, je bil pa junak, je pa en stvari naredil. Tako za gospoda Peperka pa mislim, da je dobesedno vse, ker v njem vemo to, da je bil žrtev, ne, mislim, da ni, ne, zdaj v nekim, saj, nimam nič proti, da mi razložijo, da se motim, ampak nisem nikjer, ne, še prišel do kakšne zgodbe v njemu, ne, potem so nam Balantiča, meni se zdi super, da Balantič, ne, pač vrnel v našo literarni prostor, ampak v resnici sploh ni, ne, mislim, ker se dobesedno ljudje ne poznajo njegovih pesmi, vejo samo to, da je bil žrtev, ne, mislim, ne vem, res še nisem opazil, da bi promovirali njegove pesmi, sem že koga vprašal iz Kamnika, ne, kjer imajo knjižnico, ne, so tudi Kamničani in mislim, ne, da tudi, ne, mislim, skratka, in potem je tist, ne, tretji, ne, kako smo si to, bi rekel, identiteto ali karkoli, ne, samozavest, sesul v imenu ene, ne vem, kaj je to politične korektnosti, verjetno, ne, kar si misli gospod Pahor, ne, je recimo ta norost, ne, da so, pričemer bi družina Otona Župančiča prav to še preprečila, ker je Oton Župančič umrl leta 1949 in imajo še moralne pravice, če bi jih to zanima, ne, ampak, ne, oni so dali
na ta spomenik žrtvam vseh vojn samo prvo kitico ene pesmi, ki ima pač nekje drugače cela na grobnici narodnih herojev in ima pač kot cela smisel, ne? In so jo vzeli, dali so jo samo to domovina ena, mislim, da deljeno in eno življenje, ena smrt, ne? Ven so nam pa vrgli tole svobodi v dani, za borbo smo zbrali in kaj je življenje in kaj je smrt. Bodočnost je vera, kdor za njo umira, se digne v življenje, kdor pade v smrt, se pravi to govori o enih ljudeh, ki so se pač žrtvovali, niso bili žrtvovani, zato ker so jih, ne vem, naši, da tako rečem, ali karkoli že komunisti pobili, ne? Ampak pač so vendarle, bi rekel, bili aktivni, ne? Zato, da so pol na koncu končali v smrti, ne? Ampak to je bilo nekaj, to so bili aktivni ljudje, ne? Zdaj imamo pa tako rekoč samo, zdaj se pa ukvarjamo samo z žrtvami, ne? In potem je ta isti gospod Pahor, ne? Izredno, ne? Zdaj prijavil se mi zdi ta, letos je 100-letnica, ne? Ker smo zdaj, bi rekel, te žrtve, ki so, ne? Bi rekel, na tako imenovani cerkveni strani, ne? Ker očitno gre pa za tist večni boje, pa med tem tisti, kdo je za cerkev, mislim, meni to čist me noro, da ne vidim drugega razloga, ne? In so recimo to, ne? Se pravi, te žrtve, ne? Ki so pač, ne? Ki so jih nadomestili, ne? Vse žrtve, ne? Recimo so, ogromno je ljudi, ne? En moj sosed je umrl decembra, ne? Ki ni imel nobenih sorodnikov, potem so našli neke sorodnike in sem telefoniral, mislim, on bi brez vsakega imena bil pokopan, ne? Mi bi morali pač od sosedi plačati, ne? Skratka, ogromno je enih ljudi, ki živijo tule med nami in nimajo nobenega imena, ki so pokopani, ne? Pa dobro, mislim, meni se mi zdi to fajn, ampak ne, recimo se mi zdi pa ne noro, kako se to, ne, na drugi strani, ne, recimo, ne, mislim, kako se pravzaprav, ne, kako so Danilo zmedli, ne, pravzaprav s tem barbarinim rovom, če smo iskreni zdaj z distance, ne, ker v bistvu ni, prvo, ne, v bistvu ni znal biti dost samozavesten in dostkrat, ne, se počutijo, tako bi rekel, tisti, ki kao nekaj, ne vem, kar se reče, ne, bi rekel, leve ali kakšne vrednote, zagovarjajo se zelo dostkrat, se mi zdi, ne, da kot da nimajo, ne vem, nekih argumentov, ne, zraven imamo pa letos 100-letnico, ne, prve slovenske slikanice, ne, in ki jo je leta 17 slikal Hinko Smrekar, ne, to tega Martina Karpana, in to je prva slovenska slika, ki se jo tudi praznuje, obeležuje, ne. Ampak Hinkota Smrekarja so nam ustrelili, ne, v gramozni jami, in se mi zdi, da če tega ne bomo zmeraj zraven povedali, ne, potem je meni noro, da moj predsednik reče, Nemcem pa Italijanom smo odpustili bratu, pa ne vem, če smo, ne, mislim, hočem reči, eni smo, eni nismo, ne, jaz mislim, da ne moramo odpustiti tega, bi rekel, fašizma in moramo ves čas, mislim, se zavedati, ne, mislim, ker res, mislim, zmeri bolje pa tukaj je ena, bi rekel, tukaj, kadar grem čez mejo, unim Slovencem, mislim, oni so še živi, no, tele se mi zdi pa, da je zelo konc, ne, že mislim, recimo, meni je noro to, da ne poznamo svojih filmov, ne, smo ogromno enih filmov naredili, pa jih ni zadobiti na DVD-jih, ne, ni zadobiti, in potem recimo od partizanskih, ne, kakor vem, ni nobenega, ker se domobranci ne stopajo, ne, recimo, to je, ne, mislim, kako je to možno, ne, to je naša zgodovina, v redu, recimo, meni je tisti od Čapa, ne, trenutki odločitve mi je grob do domobrancev, ne, ker so tam dolenčki, ne, pa tako, ne, so komični neki, ne, ampak recimo dober stari Pianino, ne, od, ne, Franceta Kosmača in Ježka, ne, film, ne, ki sta bila oba partizana, ne, je pa izredna empatija čutiti, ne, do tistih domobrancev, tega ni, ne, ker se pač, kao, ne, bi rekel, se svoje zgodovine sramujemo, ne, nekako se, mislim, sploh nas ne zanima, ne, tudi rečen, jaz mislim, da bi morali, da se želi večino nekaj drugega in ki se pogovarjamo o kulturi, se v glavnem, kot sem že rekel, pogovarjamo o socialnih temah, o težavah umetnikov, ne pa o težavah, ne, potrošnikov kulture, ne. In tako da je stanje v državi skratka kritično, volilno telo pa že
popolnoma obupano. In ker mu že več kot četrt stoletja ponavljajo, oziroma prenavljajo preteklost, jo prenavljajo, se bi bilo treba končno lotiti prenove prihodnosti. In v bistvu prenove prihodnosti sploh ni nekaj tako neoprijemljivega, pa bi rekel nekaj tazga, kar počnejo tisti prenove prihodnosti ni tisto, kar bi rekel, kar počnejo, neki so naredili, mislim, da neko raziskavo, kakšen bomo, ne vem, kdaj že leta 50, kaj. Mislim, ne gre za to, mislim, če mi hočemo, kjerkoli hočemo imeti s prihodnostjo, če mi hočemo rešiti prihodnost, mi imamo prihodnost tukaj v obliki otrok, čisto konkretnih otrok, ki rastejo in se pravzaprav noben zares za njihove interese ne bori, za interese otrok, ki jim zelo doskrat, bi rekel, tako še kar, bi rekel, enega časa jemljajo in, bi rekel, težijo tudi, doskrat z nepotrebnimi temami, bi jaz rekel, predvsem pa ni, mislim, meni se zdi to, skratka, neverjetno to, da recimo, skratka, da ni v šolah, da po zakonu imajo šole telovadnice, nimajo pa prireditvenega prostora. In potem isti upravljavci občinsko upravljajo občinsko last, isto ponavadi je nek zavod ali društvo, ki upravlja občinsko last in trži, in oni imajo čez in doskrat imajo in telovadnico, sprav to je športna dvorana, in kulturni, recimo v Izoli imajo kulturni dom, potem je kakorkoli, še marsikje, imajo kulturni dom in telovadnice v volje isti upravljajo, ampak telovadnice in kulturni dom morajo plačati, ker po zakonu jim ni treba. Da ne rečem, koliko blazno, bi rekel, imajo tisti, ki so navdušeni, pa se zanimajo za šport, koliko imajo veliko rekvizitov, pa pri pomočko in koliko imajo v resnici tisti, ki bi morali, ki jih mogoče zanima kaj drugega, ker jaz nimam nič proti športu, ampak otroci morajo tudi, bi rekel, ni kompetitivnost, ni vse, otroci morajo naučiti sodelovati tudi tam, kjer nimajo nekega sovražnika pa nasprotnika, Mislim, to se mi zdi problem tega, se pravi, v športu mislim, da bi morali, mislim, drugače je za moje pojme res tako malo za, ne vem kaj za narediti, ni za pobegan, ne vem, težko. Skratka, in še marsič, mislim, skratka, nimajo prostorov, kjer bi kiparali, nimajo prostor, mislim, glasbene šole imamo super, ne tako ostane, ampak vse bi lahko tudi osnovne šole, mislim, glasbene šole dajo starši, ki pač so glasbeno že nekako izobraženi, recimo, bi bilo pa po mojem ne bi nič škodno, če bi malo širše del to. Predvsem pa ne znam kogo, skratka imamo, v Sloveniji imamo, kaj imamo? Stranko upokojencev, potem imamo zdaj stranko, tako rekoč, predvsem nerojenih otrok, če prav razumem, mislim, v prvi vrsti, mislim, in pa imamo pa kar neki stranki, ki se v bistvu dosti sklicujejo na mrtve, mislim, otrok, mislim, ne vem, zdaj, moram reči, da nič ne pričakujem od gospoda Primca v tej smeri, da bi se boril za res za vse otroke, zato ker se borimo za otroke, sem videl punčko mečko, koliko je stara, 8 let, ful slovensko, starši se še matrajo in nimajo še tega, nimajo še azila tukaj. Oni bi radi tukaj ostali, oni bi radi bili tako rekoč Slovenci, mi pa tega nočemo, in dobesedno izganjamo ljudi, ki bi nam lahko kaj koristnega naredili, tako ker nam je že marsikjer otrok priseljencev, bi rekel, so nam in Zois in Linhart in Milečinski, recimo, da vem, na glavo, pa še, mislim, tudi iz zadnje vojne smo dobili vendarle ene par fajn ljudi, čeprav smo jih odganjali in šerbeđi omogočali zelo, kariero. In jaz mislim, da ki se gre za otroke, morajo absolutno, če gre za otroke, seveda mora biti tudi za vse otroke teh,
beguncev, vse begunske otroke, ne? Ker rekel, jaz mislim, da si ne moramo prvošati, ne, svojim otrokom in sebi, ne, ali pa predvsem svojim otrokom, to stigmo, ne, da smo narod brez srčnežev in strahopetcev, ker nam zdaj, bi rekel, jaz to tako vidim, no. En čist noro, ne, politiki namesto, da bi ljudi mirili, da bi jim povedali, da je bilo doskrat že več beguncev, ne, pa ni bilo nobene katastrofe, ne, pač zelo radi, ne, podžigajo v strahu, ne, in zraven nas pa sploh ni sram, ne, da smo mi, ne, s svojimi pač zavezniki, ne, ki smo podprli, ne, napad na Irak, kjer se je vse to sprožilo in se je ustvarila potem tudi islamska država v tamkajšnjem zaporu, ne. In mi smo to pomagali, mi smo dali marsikatero orožje in končalo v rokah, ne, ISIS-a. Marsikatero naš inštruktor je inštruiral ljudi, ki so potem šli v ISIS, ne. Ko pa pridejo, ne, begunci, posledica tega, ne, te naše norosti, ne, za katero je rekel naš današnji trenutni predstavnik pri NATO, ne, da, ker, ne, kao, ne, ko se je šlo za napad na Irak in hkrati za glasovanje o vstopu v NATO, je rekel, vsi so proti napadu na Irak, ne, bolj bodo pa vsi hoteli posledili, ne, pa biznis delati. Ne, mi smo šli tja zaradi biznisa, ne, se pravi, če smo šli tja zaradi biznisa, jaz mislim, da je bilo edin seveda pošten, da to tudi plačamo svojo, ampak ni tega zaprčakvati, ne, zato imamo tole pesem za začetek, ne. Zaradi brezkrivde pobitih, naše za vas je sram, naše za vas je sram, naše za vas je sram, zaradi brezkrivde pobitih, naše za vas je sram, ne bomo več plačevali teh vojn, ne bomo več plačevali teh vojn, ne bomo več plačevali teh vojn, ne bomo več plačevali teh vojn. Zdaj se spet naš ameriški Z, ne, razjezil na 23 članic NATO, ne. In se ne zaveda, ne, se on zaveda, ne, ki je bila anketa ob Minhenskem temu varnostnem vrhu, ne, bila anketa pred par meseci, ne, Galupova, ne, ki je 4 državam v EU pač, kako bi rekel, izračunala, glede na javno mnenje, da prebivalci vidijo več varnosti, potencialne varnosti v Rusiji kot v katerikoli drugi državi. Ne? To so bile Bolgarija, Turčija, Grčija in mi. Ne? Mislim, mi to imamo, mislim, da so Rusi, mislim, brez Rusov, ne, pa tudi dobro Američanov, verjetno sam, Američanov so verjetno vseeno, ne, bi zgubili, ampak hočem reči, mi morja ne bi imeli, ne, mislim, to je blaznost, ne, mislim, mi smo celo 19. stoletje, so naši ljudje verjeli, da so Rusi, ne. Rezijani, ne, so verjeli, so rekli, ki je prišel ruski jezikoslovc, so rekli, je rekel župan rezijski tam, mislim, Smotritski je prišel jezikoslovc, ne, in je pač rekel, ne, ta župan, tam sredi 19. stoletja, pa zakaj se vidva po nemško pogovarjava, če sva oba Rusa, ne, mislim, tako, ker je dobesedno so oni do tistega soočenja z ruščino verjetno. In so, mislim, to je tako, pač smo si želeli biti nekaj velicka, ne. Smo imeli vse tiste Aleksandrove in ne, Murne, ki so želeli, ne, ki so verjeli v rusko kulturo, ne. In zdaj nek Trump, ne, ki je res veliko
tako malo sumljiv, ne, najmanj, ne, pa ne, je, ne, zdaj on hoče, ne, pa nepredvidljiv, ne, tako se on skozi premišlja, ne, ampak na tem pa ustraja, ne, tam je, ne, Saudice ni nič, ki je dosti učitev, ne, je bil vesel, ne, medtem ko nam pa, ne, da dajemo, da bi morali dati 2%, ne, ampak dobesedno, jaz mislim, da gre samo za to, ne, super je, da 2% še več, ampak za komplet vojno, ne, se pravi za posledice in za vse to, ne, mislim, ker to je res čist blazno, pa ne vemo, tiste procent, ki jih samo dajemo, je ošteta, tudi tiste, ker smo za patrijo stran vrgli ali ne, mislim, ki je tudi, ne vem, pa to štejejo, če denar ponikne na neznanem kraju, da smo dali tiste prispevke za NATO, če kdo ve, mi na koncu to pove, ne. V vsakem primeru pa se mi zdi v tem, ne, da so potem, da rekel, se je bila verjetno res provokacija, ne, ampak ko so SDS pred šlim letom začeli razširjati to idejo, da bi dobili nazaj ta naborniški sistem, ne, da bojo otroci naši postali malo bolj, ne, od mame neodvisni, ne, pa to čist, ne, če smo v NATO, pa če sodelujemo, ne, v vseh teh norostih, ne, ki trošijo, ne, pač orožje in življenja, ne, pol res, mislim, to je še zavrženo razmišljanje, ne. To je tako dobesedno kri prodajati, ne, če ne bomo dali toliko denarja, bomo dali pa toliko življenja, ne, ali kaj, ne. Mislim, tako, ne, skratka, meni se zdi, ne, v tej luči se mi zdi toliko bolj grozen, vse te megatelovadnice in res nobenih zmeri manj v osnovnih šolah kulturnih prostorov, ne, in zdaj na tole, ne, mislim, navezati, ker zdaj bom prišel komat, ne, ker, ne, skratka, gre za to, ne, da moramo mi otrokom dati možnost, da bomo imeli končno veselje z svojim jezikom, ne. Zaenkrat ga še nimajo, ne. In mislim, da je to tudi zato strah pred filmom, ampak z vsakim novim filmom imamo več normalnega jezika, tako da jaz mislim, da bi to morali, ne, res se potruditi za to, da imajo otroci gledališki krožke in vse to, ne, da končno začnejo govoriti in se pogovarjati pod mus, ne, ker so, se vemo, ne, prek interneta tudi zmeri bolj ne artikuliranje, ne? In ne, predvsem pa jaz mislim, ne, da to, da se umetniške poklice da v šole, ne? Mislim, se pravi, da se umetnost, da se da prostor umetnosti v šoli, ne? Se mi zdi, da je s tem čisto preprosto tako, ne? Da če mi verjamemo v prihodnost, ne? Ker jaz mislim, da v glavnem je problem, ne? Da so ljudje že res malo obupali, ampak če mi verjamemo v prihodnost, ne, ki bi nekoč mogoče bila srečna pa normalna, potem so umetniški poklici prihodnosti, ne rečem znanstveni, ampak umetniški poklici mislim, da je prav to, da srečne prihodnosti brez tega ni, ne. Tem, ko pač, če pa verjamemo v to apokaliptično katastrofo, ne, potem so pa pač poklici prihodnosti, ne. Vojaški in borba za vsako stotinko sekunde in ne vem, tisto z zlomljeno ključnico pretečeš do konca in dobiš kolajno in postaneš junak, ne, ker je super, ampak vsi nimamo takih vesel med bolečinami, ne. Tako da zdaj bi pa rekel, dajmo to, ne, imamo veliko srečo, ko smo začeli to vero ustanavljati, da se Jezus in jezik, to rekoč, enako slišta. Mislimo jezik v tej pesmi. Je naš princip žival, nič bolj nič ne upreži nas, le še govori nam. Čitnijo je svojim iskrinom je, ljukom bolečino svih laži, a zmeraj bolj želel je povedati kaj zrak, zato počasi je razbil, kaj si mislite?
saj si ga izmislil sam. Slovenščino smo si ustvarjali svet, v katerem živimo. Slovenščina je, glede na prostor, kjer se govori slovenski jezik, oziroma jeziki, ki jim rečemo, da so združeni v slovenskem, pač tam je na tem oziroma na tem kriteriju je bila naša država narejena. Naša država je pač narejena na podlagi tega, kje se slovenski govori, pa kje nam je uspelo prepričati tiste, ki so tudi tam, da nam odstopijo. Ampak tako, v osnovi je pa jezik nekako ta državotvorna kategorija. Smo imeli neko srečo, smo se nad Jugoslavijo v bistvu navdušili tako, verjetno je to bilo res nujno, jaz ne vem, ampak v vsakem primeru se nam zdaj to vrača. Se je zgodilo, recimo, da na severnih šolah praviloma ima nemščina več ur, začne se v prvem razredu angleščina v četrtem in je rekel, to je pač ta, mislim, ekonomska logika staršev, da če hoče svojim otrokom dobro, jih bodo pač nemško naučili, oziroma in zdaj tako bi rekel, da nam ta angleščina, v resnici zanimiva ta angleščina, kakor se eni blazno razburjajo, kadar je kakšna debata, pa je samo angleško, pa vse angleško, ampak po eni strani se mi zdi, da bi nam celo angleščina, bi rekel, bi lahko obrambno delovala, pa se bojim, da nam ne bo. Predvsem pa gre za to, da se plaja, mislim, da angleščina je dokaz, mislim, bi rekel, tisti, ki mislijo, da ne smemo toliko angleščine uporabljati, pa to govorijo, mislim, se meni zdi tako, kako se temu reče, kako se temu reče, da neiskreno, mislim, za samega sebe zaslepljujoče, ker namreč, meni se zdi izredno, imamo pač na avtomobilskih tablicah in mi samo umevno, da imamo angleško besedo. Politiki, mislim, prav za promocijo države so v besedi, bi rekel, imenu naše države videli to angleško besedo, ki jo še vedno okrog. Se pravi, imamo že, se pravi, v bistvu slovenščina že, bi rekel, Slovenija je že malo angleška. Potem dobro, imamo te pač pop kulturo, ker, če se ne motim zdaj, dobijo, mislim, sodijo v tiste kvote tudi domače glasbe, tudi tisti, ki v angleščini pišejo, ampak tako, fakt je velikih, ki v angleščini delajo, meni se mi zdi to nič tragičnega proti temu, kar se mi pa zdi zelo velik problem in bi rekel, mi je res neverjetno, da iz tega nobeni, da bi zdaj kaj izpelo. Namreč 1. maja, do takrat je bil to dan, mislim, se še vedno, pač praznik dela, ampak takrat je zdaj postal tudi praznik vstopa v EU. In 1. maja v Gorici smo se nekako priključili in na piazzale Transalpino, kot se temu trgu še danes reče. In ta Transalpino seveda pomeni, to so naše Alpe, piazzale Transalpino. In že to se mi zdaj malo tako na simbolični ravni, lahko bi ime spremenili, da bi dali ta trg Evrope tudi na italijansko stran. Na Italiji, v italijanskih Gorici sem pred kratkim videl še vedno piazzale Transalpino. Ampak tisto, to dobro, Italijani že vejo, ampak mi ne vemo, ta naš Anton Rok, in ki tako nedolžen zgledal, pa naiven na začetku,
In, ne, ta naš rok je tam vstopil v Slovenijo, ne, mi smo vstopili z angleščino. Ne. Predvsej, mislim, komisar EU, ne, Romano Prodi, nas je pa sprejel v italijanščini. Ne. Se pravi, v normalnem jeziku in tudi, mislim, da meni je bilo res šokantno, ne, da je to tako samoumevno, da pa govorijo naši politiki tam, ne, da se ne pustijo prevajati. Prav v tej situaciji ne, je bilo to meni čisto noro in je potem meni tako čisto res, bi rekel, da po eni strani, ne, zdaj, če bo Brexit, ne, bi lahko celo zahteval, da imamo angleščino za drugi uradni jezik, ne, da se to delimo. Če mene vprašate, če to verjamem še zmeri, ne preženi nas slovenščino v angleščino, ampak mislim, ne, tisto, kar je pa najhujš, ne, mislim, tisto, kar je pa najhujš, ne, je pa večji občutek ogroženosti, ne. Mislim, hočem reči, da tle se mi zdi, da če imamo ene normalnega veselja imeli, ne, s tem jezikom, pač je sigurno boljši, ne, za nas zdravje, ne. Da, ne, ker namreč tle, meni to najhujš pri nas, zakaj je toliko nesrečnih ljudi, ne? To je pa nekako že tudi uvodno, ne? Pa prosim, bojte refren, če se vam da. I am sorry.
povezanost s sovraštvom do drugih pa je še toliko bolj boleča, če se pri tem sklicuje na Jezusa. Če v svojem sovraštvu iti obrambo sveta pred temi, ki ne verjamejo v Jezusa. Če delijo ljudi na tiste, ki verjamejo v Jezusa in tiste, ki ne verjamejo v Jezusa. In pri tem ne vejo, da tudi muslimani verjamejo v Jezusa in da tudi mnogi ateisti in druge vrste skeptiki verjamemo v Jezusa kot pozitivno zgodovinsko osebo. Naslednjo pesem pa je melodijo, glasbo je napisal Jaroslav Ježek v 30 letih prejšnjega stoletja in je rekel, je Sazas Free, ker je Jaroslav Ježek umrl leta 42 od rakote v New Yorku, kamor je zbežal še z avtorjema teksta, Janom Verihom in karkoli že bil po angleško George, potem Voskovec, Jerži Voskovec, ona dva sta preživela, oni so morali zbežati v Združene države, zato ker so pač
nacisti, Nemčija je priključila Češko, Slovaško takrat in so pač oni bili, so se norca delali iz Hitlerja in so morali na hitro zbežati, na kar je potem sta Voskovec in Verih preživela, ker sta dobila službo na Radio Svobodna Evropa in sta širila, ker sta bila jezikovna mojstra, sta širila propagando, za katero je bilo delno tudi malo žal po vojni, ker čas nista z ameriške perspektive vedela čist, kaj je resnica, pa sta se pustila, bi rekel, malo nategant, ampak Jaroslav Ježek je pa res bil mojster glasbe, pa ni preživel, tako da bi rekel, da jezik je nekako privilegiran, pa če rabili so jezik, muske pa očitno so imeli pa že dosti svoje, no in pesem je pa lepa, življenje je samo slučaj. Nevarnosti, ki prinaša včasih jezik. Namreč ljubezen do jezika, kot vemo, lahko resno škodi ljubezni med ljudmi. To se je v času fašizma na Primorskem zgodilo, ves čas je to latentno, da to preveličujemo, ta jezik, da se mučimo, pobijamo, sovražimo, preziramo, v bistvu pa nismo, smo jezikovna bitja, kot civilizirani ljudje smo jezikovna bitja, ampak absolutno nismo sam to. In manj, ko si življenje kompliciramo okrog jezika, mislim, da lažje živimo z drugim, obeno pa seveda to ne pomeni, da jezik ni globok zaznamoval naših identitet, naših preteklosti in sedanjosti, ampak bi rekel, skoraj bi verjel, da je svet nastal iz niča kot iz besede, pa vendarle. Recimo, da je nastal iz besede.
Darjen je celoten svet. A vem, da vam ta zgodba že preseda. Zanima vas slovenščina, katera je popačenka, katera pa res naša je vesela.
tisti veliki nič, iz katerega prihajamo in v katerega se vračamo, nič kot ravnotežje med poloma, tamle je grafit, tamle je grafit, ki piše, preveč, ne, samo preveč je dovolj, ne, mislim tako, ne, pač tisto, ne, edino preveč je dovolj, pač ta protestna zahteva, ne, sem prele prebral, no, veste, ko verjameš v nič, bi rekel, da je prav to, ne, več je vedno nevarno, več podre ravnotežje, ne, tako da probajte verjeti v nič, vsaj zdajle.
razumel. Kakorkoli imamo radi in pogrešamo tiste, ki so odšli, pa je za zdravje sigurno dobro, če bolj k v svet smrti in mrtvih verjamemo v svet, ki prihaja in v moč, ki jo imamo mi živi, da svet spreminjamo, če smo seveda dovolj enotni in v večini in organizirani. Pesem je v velikih jezikih originalna. V našem je takole. Starost ne laže, vse bolj se kaže, da imamo prav, imamo prav, imamo prav, 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 zdaj le, naprej ne bo šlo, ne bo se več in več teža. Močka pitala, ne bo divjala, in za profil, za vrnik, ne bo znal, ne držal se več ljudimo, zelo pitala, če neko več se ne uzna. Se prodava, a imamo prav, imamo prav, imamo prav, 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 da to je jasno, in niko vada, in nekaj da, in dobro. Še je sonce, še se zasluži, še si je svica, da in pravo, še pa zaproti ljudija, da se ti spozval, da se da se da pusto. Seveda, ni jasno, da bo šel, ni čist ziher, da bo šel, ne, v Maloro, ne, in zelo tako se zdi, kot da bo pri nas nekako malo del trajal, ne, da bo sigurno, bi rekel, del na Maršalovih otokih, ne, in, ne, dobro, primorske v nevarnosti, ne, ampak, ne, v glavnem pa imamo veliko, bi rekel, enega tacega lepega sveta, da včasih, ki nam delajo to državo res tako neprijetno, ne? Da pa želimo ta refleks, da bi pa nekam pobegnili, pa vse skupaj pustili. Ne?
In se mi zdi, no, da je pa to točno tisto, česar ne smemo narediti, ker včasih se mi zdi, da prav zato nam delajo državo tako neprijetno, da bi njihovi pač bogati prijatelji tukaj dobili še zadnje koščke, ne, druge Švice, ne, mi bi postali narod natakarjev, begunci bi pa pač bili nezaželeni, ker toliko denarja pa spet nimajo, čeprav gledamo, odkje ti telefoni, Dobar, ja, takole, no, to sta pač dele dve pesmi, en tak mali venček, ne, za festival Mati Domovina. V sreči, ki je znotraj nas, ne, in da bi čim več te, bi rekel, sreče delili tudi z občinstvom, ne, je eno je to, da petje veliko lažje, če stojite, ne, plesati je pa skoraj, bi rekel, več ali manj težko, tako da bomo v obredju začeli, če do zdaj niste,
tako domišljen, prosim, vabim vas na ples, ne pa res, da ni treba, ne najhujše, ko pridejo kakšni Irci pa rečejo, kaj imamo Ljubljana in pa vsi plešejo. Tako da, ker se počutite, vam predlagam pa, uživajte, skratka, dejmo, dragi moje, ploskimo, kako ste fajn. Pred mano kupte leste, ker na lep za ples, iz neprestanih kriz, da smeš lahko sam spiti. Pesem pa je za vse otroke, ki vsemu navkljub se še zmeraj rojevajo tudi begunskim in migrantskim materam, da bi jim znali dati zatočišče, namesto da se delamo, da se nas njihova stiska ne tiče in da ne bi mislili slučajno, da je vojne, ko jo finančno podpiramo zdaj, ko ni videti beguncev tudi konec in da se ne bodo več pri nas rojevali otroci, ki so jim naši zavezniki ali od njih ustvarjene pošasti uničili domovino. Kaj ti? Gospe in gospodje, in rodil se bo.
rodil, da bi zrastel v svet, ki bi bil manj zblefiran, ko je ta današnji, da ne bo rabil toliko časa, preden bo dojel, kako neurejen je ta svet, kako se odrasli samo delajo, da ga obvladajo. Ne? In ko bo imel, in upam, da ne bo padel v svet, v katerem, ko bo imel kaj pripomenti, ga odrasli ne bodo poslušali, ampak bodo ves čas popravljali njegove napake, najrajši seveda jezikovne, pa tudi vse druge. Stiska mladega človeka skozi našega ministranta. Rock and roll.
Tej edini črni, ki je vzdržal po tistem, ko so belci ukradli rock'n'roll črncem leta 56 je napisal to lepo pesem in seveda še ni dovolj dolg mrtvo, da bi ne riskirali, ampak svoboda zmeri stane. In kolikor je svet zavožen in ugrabljen, je veliko lepih trenutkov, ki jih ne more kupiti noben denar, jih pa seveda denar lahko orang zjebe. Te lepe trenutke ne smemo si jih pustiti vzeti. Ne smemo si vzeti te sreče, da smo živi in da imamo, smemo si vzeti svojega časa, kadar nam ga z debilnostmi skušajo krast in krast, ne? Naš čas je v bistvu nas, več, ko si ga pustimo vzeti, manj ga imamo in paradoks pa je v tem, da ta čas je denar, denarja je 97% denarja je fiktivnega, tako da bi rekel, ta koncept kraje časa, bi rekel, je vse hujši, jaz ne vem točno, kam vse skupaj pelje, jaz sem že rekel, jaz zelo verjamem, da ni nujno, da bo šlo daleč, ni nujno, Je pa res, da imamo veliko ljudi, ki obožujejo, naravnost obožujejo apokalipso, to. Da je rekel, je tudi ta pesem, ki nam je bila tako ljubka, včasih When the Saints, govori o tem, kako bo nebo dol padlo, hočem biti tam zraven tudi jaz, da imamo možno, da neke možnosti, ampak mi imamo pa malo drugačno vero in imamo tudi besedilo na to lepo staro tradicionalno Sazasuri melodijo. Izredna, ker gre čisto za normalen refleks, to bi se marskomu zgodil. Onda ni pričakovala, da bo papež rumen, to ni, da bi ona ne bi rekel, razumela, ni pričakovala, v resnici človeka zmede, ker ne veš. In tudi ni vedela seveda, da je ta potica zelo slavna, mislim, najbolj znana jed v Ameriki, poleg Kranjski.
Ampak potica je prav sinonim, ne, za Slovence, ne, moram reči, da mi je žal, ne, ki sem Milana otroka, pa ne vem, če pošljem tole v Cicibanu, namreč se moram na koncu pohvaliti z otroško pesmo, ampak pač za tega Byrona, recimo, da kdo pozna, če kdo pozna, vsi meni poznajo, da pošljemo. No, takole gre. Našemu jeziku najljubše tuje besede. To je današnji Ciciban. Ljudje govorijo številne jezike, med katerimi so velike razlike. Vsak jezik je samostojen planet z nekaj pravili in množico besed. A ker med jeziki ni ograj, se dogaja marsikdaj, da ima tujo besedo nekdo tako rad, da je vključil svoj besedni zakrat in če ista beseda dovolj Slovencev zamika, lahko na koncu postane del našega jezika. Eni pravijo, da to ni prav, da je naš jezik podivjal, da ne more imeti vsega, da ne more vsega, kar hoče imeti in da ima že dovolj domačih besed. A naš jezik je neubogljiv, radoveden in radoživ, predvsem pa ima svoje strasti in vso razsodnost zgubi, ko začuti prijeten okus, rad ima wafle, špagete in raviole, cheeseburgerje, smutije, tonike in kole, falafle in bureke, pice in čus. Na drugi strani oceana pa se v ustih marsikaterega Američana nežno raztopi in mu veselo razpotegne lica naša slastna beseda potica. No, to bi rekel z nekim, da ste opreščeni, da so dejansko te besede, ki so sladke, se najhitreje širijo tukaj z tem. Eni pravijo, da je kras bolj pogosta, da je kras. Kaj se lahko nekdo pod krasom, ker je strokovnjak predstavljal. Ne vem. No, tako da zdaj, mislim, si pa lahko predstavljamo seveda pod tem besedami, kot so šraufati, pumpati, ne? Da pač nekako, zdaj niso več tako ugrožujoče, ker imamo še zmeri strah pred srbo-hrvaščino, ampak tako, kaj se to v resnici šraufati. Ja. Zdaj so nam malo bolj ljubke ratali, germanizmi, dejansko. Ker recimo v Prešeren je prevedel v sodobno slovenščino Kopitarjevo ta veseli dan ali Matiček se ženi v veseli dan ali Matiček se ženi in zdaj je bilo vse to, da ni bilo germanizmu, da so bile same lepe besede. Ni bil prvi akt, ampak prvo delo, ampak danes je čisto nepredstavljivo. V bistvu me nekih to sortkano, ta nemščina, germanizmi, se mi zdi, ker smo v drugi situaciji. Ampak kakorkoli, pa vendarle se zavedamo, da taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa, kdo slovenščine ne pači, vedno čači in vijači. To boste vi, prosim, peli, najprej moram pa izpovedati uvodnega. Ker jezik imamo, da se zamejimo in da se na druge jezike jezimo in da se postavljamo meje pregrade, gojimo in kurimo vojne brigade, ki vedno imeni čistoče in reda, povejo, katera je prava beseda in vlivajo strah, da ne znamo jezike, kot se podobi in nekot se šika, ker imamo namesto filologije, pravno pravo jezikovne policije. Samo zato, ker
Puščica je odprta, tukaj pa lahko, bom naredil zbližal, tukaj pa lahko dobite besedila teh pesmi, tule je komplet za prvo pomoč, to te osnovne pesmi. Če kdo želi, tle imamo tudi manifest za kulturizacijo osnovnih šol, tle lahko si vzamete, če imate kakšno namenje do teh nosilcev jezika na papirju, ne? Da pa če vas pa to ne zanima, imamo pa tukaj zelo lepo zaničniške veliko materije. Ja, če bi pa radi kaj konkretnega, ne? So pa te tablete prazne, ne? To čist nič ni nota, ne? To je veliko nič. Če želite lahko vidite, kako razmetavate z ničem, ne? Tole imamo popularni Triglav iz 11. stoletja, kijevski Triglav. Tukaj so pa tudi flaše z ničem napolnjene. No, če imate pa potrebo po prispevkih, pa imamo tukaj puščico, ki je odprta. Tok za enkrat. Če pa kaj rabite, vprašati pa vprašate.